Nah, da paguhonemnice smochami svoje utimahale tegeta proste muchacho morales te poco para druga que mi mechal ta ka druga que pra ampak smokadal to se gral met poukom pa gorgia ta pokaže как no kretnjo dismes ora dati pa počulivati Mutta kyllä pitää vaatii uusni. Ei voi tää tesko. Jaatis mutta kertomaan. Mä haluan väesti dobiu. Otu pitää credo alle cluche alle carcoli rauniola carcoli. No, nami dippa. Biologia hudo. Pas mo vedo come il tuo cari da bod mor. Da gremo ten. Ja Terno, Nicole do vivere, pimeni dei roche, Nicole, du di videre, ja, nitem, govor, te parre, vedno, termas, notte, govoriti, pasop, scaste, govoriti, mama, ne vem, asne, doje bioletisto, ti je bio, pomerka, Zoltinsko, otrokam co chodili. Deti, tisto njihovo pravobitnost imaju pravico do porazumevanja da radi problemov med vedo plus školstvom. Zavodom za gluhe je bilo ogromno konfliktov. Kaj je pravo? Kaj mi pravo, kako je treba učiti otroke, kako im izboljšati položaj, da je bilo veliko odjem. Zato je veza organizirala mednarodni posvet o totalni komunikaciji. To je bio stan kad jedem domu, veliko tuje. Predstavnikov je prišlo z Anglije, Amerike, ne vem, tudi iz naših sosednjih držav. Zvezo sva predstavila mi dva z Režepovičem. Tam vsaka država je imela svoj sistem izobraževanja, vsak je povedal kaj kako. Tudi mi pri nas škola je bila proti totalni komunikaciji. Oni so želi, da verbalni roke proti. Pogovarjali smo se tudi, jaz sem imala svoje referate, sem povedala, ne, mi smo tudi samo ljudje, mi imamo pravico do svojega jezika. Totalna komunikacija je naš edini sistem, trenutno naš edini sistem. Zato ker sem videla, kakšna revščina je med nami. Sem se povedala, gluhe se ne znamo pogovarjati, se ne znamo. Nekateri so bili proti, ne moram pomagati, na koncu pa je bučkat. Kar se tiče Jugoslavije, je bilo rečeno, da totalna komunikacija ostaja. Tako smo mi na nek način dosegli tisto našo zahtevo, ampak potem počasi se je sve izboljšalo,
tako da smo prišli do tega jer smo sedali društvo. Sam se veliko ukvarjala s tim, sam se povezala s svijetom. Tudi občankom sam tamo delala. Pa, tam smo se ravno pogovarjali kako bi pomogli priti do nača, do znakovnega jezika. Skupaj smo iskali njegov pot i smo začeli kaj. Sami smo organizirali, rekla, seminar, smo učili učitelje, učili sekretarije društva, postane delavce, smo učili takrat tudi Ljubica Sekretova, prva knjigo, Govorite rok, bila prva knjiga. Na podlagi tega ja budem počasi tudi ja potreba reči moram reči, zdaj sem bila tista, ki je dala tudi veliko pobude, da mu nekaj naredim. Potem smo prišli do trenutka, ko so nas vsi rekli, je potrebno narediti eno stvar, to pa je, da se tako pogovorimo s državo, da kaj pomagajo. Dobro, jasno, reče povedi, Ministrstvo je delo in socialne zadeve. Takrat je bil minister Rop. Zraven je sodelovala tudi tuta gospa tuta plus pravnica Dolarjeva. Vsi smo se pogovarjali v glavnem o znakovnem jeziku. O tolmačitvi je bilo zelo pomembno. Bil je privisežanek drugi, tretji, četrti, ne spomnim se več koliko. Iskali smo se poti, da bi začeli. In res smo dobili zakon o znakovnem jeziku oziroma tolmače. Ko smo dobili na ministrstvu, smo dobili ta zakon. Na ta način smo potem lahko začeli delati. To pomeni, da smo pridobivali ljudi, interesante, ki se želijo učiti jezika in biti tolmač. Je lepo teklo, tudi sama sem poučevala, 4-5 let sem poučevala. Lepo je šlo naprej, pa vendar nismo bili zadovoljni z vsem tem. Oddali smo se enega sestru. Želja vseh nas je bilo, da bi država priznala naš jezik kot jezik gluhe ene skupine. Veda se je ogromno borila za to, da bi znakovni jezik uvedli v ustavo. Kaj bi rekla za to? Smo začeli prositi, vlada je tudi dala, požegnala. Ko pa smo začeli res priti tja v parlament, sem poslušala, videla, vsak vodja stranke je prišel, je povedal svoje mnenje. Bilo je tako navdihujoče, na koncu so vsi potrdili znakovni jezik, so upisali v ustavo. Mene osebno so dala takrat mega čustva, ne vem, leta borbe, iskanje, ogromno časa je šlo. In na koncu je bilo lepo, kdo ni za mene, kdo je za naše.
Mada im da prihodnje rodove. Im znakovni jezik. Traja dokler bodobuzi. Znakovni jezik je upisan v ustavo. Ampak to je samo na papirju. Sedaj potreba tudi delati, veliko delati. To pomeni. Nekdo se mora boriti za področje izobraževanja, za poslovanje, toliko jih je vsega. Vem samo to, da je potrebno delati še naprej, da se tisto, kar je vse na papirju zapisano, nekaj pride od tega, to je to.